Spoštovane gospe in gospodje, spoštovana državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs-Podlogar, spoštovane razpravljavke in razpravljavci, prisrčen pozdrav v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma slovenskega parlamenta. Ko danes v Sloveniji govorimo o avdiovizualni industriji, jo praviloma še vedno umeščamo zgolj na področje kulture in umetnosti. Kot sami dobro veste, pa ima ta industrija izjemen gospodarski potencial, ki že dolgo presega te okvirje. Še več, podatki kažejo, da bi lahko z razvojem tega segmenta postavili nov steber slovenskega gospodarstva. Avdiovizualna industrija sodi med najhitreje se razvijajoče industrije ne le doma, temveč predvsem po svetu. Najbolj sem bil navdušen nad zgovornostjo podatkov za leto 2018, v katerem smo v Sloveniji ustvarili 500 oglasov, 400 videospotov, 12 dokumentarnih filmov, 8 igranih celovečernih filmov, 5 animiranih filmov, 4 serije. In vse to je v avdiovizualni industriji v istem letu ustvarilo skoraj 1% celotnega izvoza Slovenije. Dejstvo je, da imajo ti projekti močan vpliv na lokalno gospodarstvo. Slovenija pa ima ob nadaljnjem nadgrajevanju podpornega okolja še veliko nerealiziranih priložnosti. Novi trendi zlasti v avdiovizualni industriji narekujejo logično nujnost sprememb državne politike. Sama vloga države mora preiti iz trenutnega klasičnega ter pokroviteljskega pristopa do kulture v vlogo države, ki skrbi za ugodno okolje ter omogoča nove priložnosti, tudi s privabljanjem naložb iz tujine. Dobrobit tega bo zagotovo občutilo malo gospodarstvo in lokalno okolje, ki bo uspešno privabilo tovrstne investicije ter zaposlilo veliko število slovenskih filmskih delavcev ter ustvarjalcev. Mnogi od njih že sedaj svarijo pred slabim posluhom slovenskih inštitucij, ki so po njihovem mnenju med seboj nepovezane in neusklajene ter navsezadnje neodzivne. Ne smemo niti mimo dejstva, da evropske države kar tekmujejo o tem, katera bo prevzela primat na področju avdiovizualnega, medtem ko za Slovenijo velja nasprotno. Upad javnih sredstev, preslabo spodbujanje zasebnih vlaganj, to je naša realnost danes. Pa ni nujno, da bo tako tudi ostalo. Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport je obravnavala novelo zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije in ga podprla. Prepričani smo, da zakon spodbuja vlaganje v filmsko oziroma avdiovizualno produkcijo skozi pravico do denarnega povračila do 25% stroškov produkcije filmov in avdiovizualnih del nastalih na ozemlju Republike Slovenije. Ukrep naj bi imel pozitivne multiplikativne učinke zlasti na turizem in gospodarstvo, saj bi zaradi povečanja angažiranosti različnih slovenskih storitev in uporabe infrastrukture ter kulturnih in naravnih danosti, potrebnih za produkcijo in predvajanje, neposredno finančno učinkoval, posledično pa bi omogočal večjo prepoznavnost zlasti naravnih potencialov države in povečanje zanimanja tujih turistov. No, na to je zlasti opozorila že državna sekretarka gospa Štravs-Podlogar. A žal je bila Slovenija kljub svojim naravnim in kulturnim potencialom oziroma kapacitetam zaradi administrativnih in davčnih zahtev ter hkrati ovir pri tem nekonkurenčna v primerjavi s podobnimi državami. V razpravi, ki smo opravili v Državnem svetu, so bila izpostavljena vprašanja glede možnosti poenotenja modela finančnih spodbud tako za tujo kot za domačo filmsko in avdiovizualno produkcijo po zgledu drugih držav. Komisija je predlagala, naj ministrstvo s predstavniki stroke oziroma ustvarjalcev preuči možnost za spremembe v smeri ustreznega podaljšanja dvoletnega roka za izvedbo projektov in odpravi omejitev financiranja projektov s področja filmskih in avdiovizualnih dejavnosti na 80% oziroma jih pri sofinanciranju izenači z drugimi kulturnimi projekti. Komisija se je seznanila tudi s problemi, s katerimi se zaradi posebnih finančnih okoliščin, pogojih dela in terminskih posebnosti filmskih projektov srečujejo slovenski producenti. Ob splošnem nezadostnem državnem financiranju slovenskega filma slovenski producenti pridobivajo sredstva tudi v tujini. Ob tem so odvisni od datuma pridobitve sofinanciranja pri različnih institucijah v tujini, pri katerih kandidirajo, kar posledično vpliva tudi na terminske načrte produkcij. Komisija je podprla prizadevanja pristojnega ministrstva, da se zaradi omenjenih objektivnih razlogov zakonsko opredelijo izjeme in s tem slovenskim filmskim projektom omogoči realizacijo, ter ne nazadnje tudi utemeljitev proračunskega financiranja v dokončanju projekta in njegovem javnem predvajanju.
Državni svet je celo organiziral posvet z naslovom Delovanje kolektivnih organizacij, ki upravljajo z avtorskimi pravicami. Med sprejetimi zaključki je bilo ministrstvo pristojno za kulturo pozvano, da mora skladno z nacionalnim programom za kulturo zagotoviti več različnih virov za podporo razvoja kulture, ne le iz proračunskih, ampak tudi iz tržnih virov. V zaključkih posveta smo poudarili, da naj državno-pokroviteljski model zamenja nov, celovit kulturni model, ki bo sposoben na raznolično kulturno krajino gledati dinamično in v korist ustvarjalcev ter dostopnosti do kulturnih dobrin. Ustvarjalci, imetniki avtorskih pravic, izvajalci, producenti in založniki si morajo prizadevati za dogovor, ki bo omogočal dvig javne podobe kolektivnih organizacij in razcvet kolektivnega upravljanja v Sloveniji v interesu vseh organizacij in njihovih članov. Spoštovani, upam, da bo današnji posvet uspešno nadaljeval pot, ki smo jo počasi, a vztrajno pomagali tlakovati tudi v državnem svetu. Naj vam samo ponovim besede, ki sem jih slišal tukaj na posvetu in ki so takrat zvenele nenavadno, mogoče celo bogokletno v tistem času. Nekako pred 8 leti smo na enem takem posvetu slišali besede, da kultura ni nujno sirota v državni sirotišnici, lahko je tudi del posla. Ne sme biti komercializirana do popolnosti, ker s tem izgubi svoj smisel, ampak ima možnosti na komercialnem trgu in ima možnosti k doprinosu razvoja standarda vseh državljanov. In to danes postaja resnica. Takrat je bilo parola, danes je resnica. Jaz vsem vam zahvaljujem, da ste se danes udeležili tega posveta, vnaprej se vam zahvaljujem za pozornost, razpravljavcem pa želim dobro in zanimivo predstavitev ter izmenjavo mnenj v nadaljevanju. In naj zaključim še z ustavno vlogo in položajem Državnega sveta. Državni svet je po ustavi in zakonu o Državnem svetu kvalificiran predlagatelj zakonov. Tudi če vlada v odstopu oziroma ministri, ki upravljajo tekoče delo, zaznajo možnost, da je zakonska rešitev pripravljena do te mere, da bi lahko šla skozi državni zbor, je Državni svet na voljo, da kot politično indiferentno telo, govorim ideološko, vloži kakšen zakon. Dajemo se vam na razpolago, predvsem pa strokovni in laični javnosti. Hvala lepa.